Copaiba. Copaiba, je pravzaprav mešanica, ker vsebuje eterična olja, vsaj pri doTERRA, kar 4 vrst, drevesa, kopaifera in je zaradi tega na neki način zelo edinstvena tudi na trgu, ponudbe kopaibe. Zagotovo pa ti bo najbolj všeč to, da deluje zelo dobro na marsikaj, kar vsi rabimo v življenju, ampak tudi na en poseben telesni sistem, ki ga zadnja leta vseeno že malo bolj poznamo, in sicer je to, endokanabinoidni sistem, ki ga zagotovo poznaš iz druge tematike, in sicer ko se govori o rastlinski konoplji. Zdaj, kaj točno in kako točno se pridobi pa naša kopaiba? Kopaiba kot drevo, ki raste v Amazoniji, potrebujemo njen sok. In sok drevesa, ko ga dobijo, ga potem destilirajo in približno iz litra dobiš tam nekje pol litra eteričnega olja, kar pomeni, da je dokaj nežno v primerjavi s tem, kar je prvotno dano v naravi, ampak to ne pomeni, da ima kaj manjše učinke. Rada jo izrabljam na vseh področjih zaradi vpliva na endokanabinoidni sistem in kot zanimivost naj povem, da seveda ob uporabi bodisi kapljica pod jezik ali tudi topično rečeno na koži ali v difuzorju nima psihotičnih učinkov. Tako da deluje na nas zelo pomirjujoče, vrača te v neki balans. Jaz velikokrat rečem, da je podobno kot frankincense, ena taka dekca miru, ker vpliva hkrati na praktično vse telesne sisteme, na zdravo odzivnost našega živčnega sistema, imunskega sistema, naših dihal, limfnega sistema, potem endokanabinoidnega sistema, ki smo ga že omenjali. Prav tako je res odlična, kot sem rekla, za dihala, za prebavila in tudi za naš največji organ, kožo. In da ne pozabim, tudi za srčno-žilno, oziroma, pač za dejansko našo, posebno pot, po kateri se pretaka seveda najpomembnejša tekočina našega življenja, kri. Ker, velikokrat slišim, da je ravno v kombinaciji z jerovpom, ki ima nekaj podobnih učinkov, ko govorimo o vplivu na, endokanabinoidni sistem, jo le izrabite. In zame je poleg recimo frankincensa, ki ga velikokrat poimenujem kar kot kralj, in kot mire, kot kraljice, tudi še ta druga kraljica, ki jo vedno dodajam za en tak večji učinek pri ostalih stvareh. Tako da lahko dopolnite moč On Guarda, moč Era, moč Deep Blueja za zdravo odzivnost mišic in sklepov, moč Zen-Jesta za prebavila, dodajate jo lahko za podporo koži sivki čajevcu in frankincense. Lahko jo dodajate za podporo srčno-žilnemu sistemu tudi Smart and Sassy-ju, ali na drugi strani za podporo zdrave odzivnosti ščitnice, tudi limonski travi. Tako da res pač ena taka edinstvena kopaiba, ki prav tako mislim, da bi pa morala biti na polički za dobro počutje in splošno podporo splošnega zdravja čisto na vsaki polički, in kopalnice in kuhinje nekega doma. Kar se tiče, kopaibe, kako učinkuje na nas? Podpira, živčni sistem, umirjenost, bolj jasne misli, bolj smo kul v nekul trenutkih in situacijah, ko jo recimo kanem kapljico pod jezik. Odlično nas rešuje, vsaj pri nas doma, pri izzivih na koži, bodisi tudi nepridipravki včasih ob, bom rekla, nezdravi odzivnosti imunskega sistema izbruhne tukajle na ustnicah, potem pri raznih, nelagodjih v ustih, ko mi recimo hčerka reče: mami, spet imam nekaj." Uporabimo vedno kopaibo, lahko jo dodam tudi On Guardu, ko imam kakšno nelagodje na predelu dlesni. Tako da na koži tudi za zdrav videz problematične kože dodajajte kopaibo. In tudi če ste kot jaz tisti, ki se ne smete pretirano izpostavljati soncu, sploh na obrazu, brez da ste zaščiteni s klobučkom in z, zaščitnim faktorjem oziroma pač mineralnim faktorjem, kakorkoli, gledate mineralno zaščito, lahko uporabljate pri takih primerih na temnejših delih za poenotenje tona in zdravega izgleda kože ravno kopaibo, da jo kar dodate, pač takoj po tistem, bom rekla, večernem, ritualu, ki ga imate za svojo nego kože. Tako da kopaiba, res veliko o njej povem, če rečem, da se nahaja, že v mešanici Rescuer iz otroške linije
In če povem, da se nahaja v zelo pomembni mešanici za podporo zdravju, sploh ob pretiranem stresu ali pa ob težjem soočanju stresom, to je linija Adaptiv. Tako da načine, kako uporabljati, v difuzorju se ujame z vsemi, s cvetnicami, citrusi. Jaz sem tudi oblikovala eno tako aroma zen mešanico, ki jo lahko uporabiš v difuzorju ali pa v rolončku, kjer skombiniram pomarančo, kopaibo in frankincense. In se mi zdi res nekaj, kar pride prav čisto v vsakem mesecu leta. Toliko o kopaibi, nekaj sem že tudi posnela o endokanabinoidnem sistemu, če te več zanima, tako da lahko pobrskaš v skupini. O kopaibi pa toliko na kratko, da ti pokažem njeno res vrhunsko vrednost. Lep večer.